Ja, jo lahko prenašamo, ni problema. Mačkan vode pa gre. Kako se hladim, v senco grem. Ampak zdaj ste na soncu. Ja, zdaj nič, vodo sem popila prej, ko sem šla zdaj na pot. Kot pridem domov, takoj popijem. Po soncu smem veliko hoditi. A pijem pa, ampak tako, brezalkoholno, ne. Vročina me ful mot, ja, je kar malo preveč, no. Drugače pa, ne vem, recimo, kje ob vodi, kakšen sladoled, kakšen hladen koktejl. Potoš gremo pa tako. Več pit. Ja, to. Ne, ni potrebe. Uživate v vročini? Točno. Doma s klimo. Doma s klimo, s sladoledom. Malo skočimo na bazen, to je pa to. Tla v centru mesta se zelo težko ohladi. Kaj pa doma? Je doma imam klimo, ne. S klimo se hladi. No, hladimo vse tako čist. A kakšni pijači, pa tako v senčki. V redu, super je. Super, kar ne bo poleti tako. Pa bo res, smo povprašali vremenoslovca. Po noči bo k nam dotehal nekoliko hladnejši zrak, no skoraj za 10 stopinj hladnejši zrak, pravzaprav se bo postopno ohladilo, ne? Tako da to seveda ne pomeni 10 stopinj nižjih temperatur pri tleh, ne? Ker so zakonitosti vendarle malo drugačne, ampak recimo jutri in pa v soboto bodo vendarle najvišje dnevne temperature pod 30 stopinjami. Toplotna obremenitev bo manjša tudi v soboto in nedeljo, medtem ko bo začetek tedna spet bolj vroč, dodaja. Pa bomo dočakali tudi kaj osvežitve v obliki dežja? Ne, samo v torek zna biti zopet nekaj neviht, kako pogosto bodo, to bomo pa še videli. Ob vročih poletnih dneh, kot je današnji, seveda velja vnovič spomniti na nekaj priporočljivih ukrepov. Predvsem mlajši in starejši ljudje naj ob visokih temperaturah ostajajo na hladnem. Zunaj naj se gibljajo predvsem zjutraj in zvečer, da se izognejo dehidraciji in vročinskemu udaru.